Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedensko-informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. V tokratnem pregledu tedenskega dogajanja izpostavljamo 9. redno sejo občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. 9. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Atletsko društvo Slovenska Bistrica je v soboto, 13. junija, v športnem parku v Slovenski Bistrici organiziralo prvi letošnji miting Atletske lige Telekom Slovenije. Občinski svet v Slovenski Bistrici se je v četrtek 11. junija sešel na 9. redni seji. Svetniki so uvodoma soglasno obsodili nedavno nestrpno in provokativno ravnanje pripadnikov Štajerske varde na območju slovenjebistriške občine. Vladi so podali tudi pobudo za čimprejšnji sprejem zakonodaje, ki bi zagotovila pristojnim organom na tem področju učinkovito in zakonito ravnanje. Gradivo ste sprejeli, gre se namreč, jaz bom poskušal biti čim bolj kratek, gre se za to, da nas je Bistričane v sredini meseca maja vznemirila novica, da se na območju naše občine urijo pripadniki Štajerske varde. To je bilo tudi kar precej v medijih, tudi po spletu je bilo marsikaj zaznati in seveda na podlagi tega je prišlo kar do precejšnjega nelagodja in vznemirjanja med našimi občani in tudi, kot ste sami dosti lahko prebrali ali pa slišali v medijih, tudi v celotni slovenski javnosti. Zaradi tega smo na pobudo župana in predsednika krajevne skupnosti Pohorski Odred sklicali sejo varnostnega sosveta in se informirali o sami situaciji, o sami zadevi. Tam nam je komandir policijske postaje zelo konkretno razložil vse okoliščine, ki so pač pripeljale do tega samega dogodka. Mi smo seveda nekako skozi to, kar je bilo nam povedano in kar smo videli v različnih medijih, nekako smo ocenjevali, da je bilo ravnanje policistov v tisti konkretni situaciji, ko so pač prišli iz Cigonce na policijsko postajo, da je bilo zelo v redu, mirno zadržano, profesionalno tudi in razsodno, da ni prišlo do kakšnih neljubih dogodkov, ki pa bi te pripadnike, ki iščejo, mislim, da iščejo kar pozornost javnosti, ki bi posledično spodbudili še dodatno zanimanje javnosti. Zdaj, mi seveda to točko uvrščamo na dnevni red tudi zaradi tega, ker smo zasledili v medijih, da ponovno med 24. in 28. bojo pripadniki Štajerske varde na območju naše občine, da imajo tudi namen novačenje svojih bodočih članov. Seveda, ker smo pa že bili z njimi soočeni tudi ob spominskem dnevu na Osankarci 8. januarja, je za pričakovati, da jih bomo lahko, pa jaz upam, da ne, srečali tudi 27. na dnevu državnosti na Cigonci, ker ravno v tistem času imajo oni to srečanje v Slovenski Bistrici. Mi smo tule, kot vidite, je nekaj sklepov, seveda mi smo proti takšnim organizacijam paravojaškim, v bistvu, ki nekako prevzemajo za svojim izgledom, videzom in ravnanjem in tudi nalogami, ki prevzemajo ali pa želijo prevzemati določene pristojnosti, ki jih imajo samo v skladu z ustavo zakoniti državni organi, predvsem mislim tu na policijo in vojsko. Mi smo odločno proti temu, seveda pa se tu pojavljajo tudi nekatere zakonske praznine, ki pa seveda jih bo potrebno urediti in mi smo tudi na statutarni komisiji, sicer nismo zadevo obravnavali, ampak je naša državna poslanka magistra Furmanova je
seveda tudi povedala, da so se v državnem zboru že nekaj, tudi v prejšnjem sestavu vlade je bilo nekaj okrog tega govora in zaradi tega, ker je danes tudi naš državni sekretar tukaj, jaz upam, da bodo se zadeve premaknile in da se bo ta zakonodaja v bistvu uredila tako, da bo učinkovita, tako kot v naših sklepih seveda tudi zahtevamo in sicer pod prvo, da obsojamo samo takšno ravnanje Štajerske varde, predvsem mislim na tisto zelo nekorektno v bistvu obnašanje njihovo v okolici policijske postaje in pod drugi sklep, da dajemo vladi Republike Slovenije pobudo, da čim prej sprejme ustrezen zakonodajo, ki bo zagotovila pristojnim organom, ne samo policiji, tudi drugim organom na tem področju učinkovito in zakonito ukrepanje. Tako da v tem delu jaz mislim, da bi morali slediti in predvsem zaradi tega, ker gledamo bodočnost, kaj se lahko tudi v nadaljevanju tudi glede te varde in morebitnih še nekaterih drugih, kaj se lahko tudi pojavi. Hvala lepa. Spoštovane svetnice in svetniki, na Ministrstvu za notranje zadeve spremljamo to problematiko skupaj z slovensko policijo. Dejstvo je, kot je podžupan gospod Mlakar povedal, nekateri dogodki so se zvrstili na območju Slovenske Bistrice in mi bomo zelo veseli, če boste danes takšne predloge sklepov, ki je varnostni sosed pripravil, tudi sprejeli. To nam bo izhodišče za nadaljno delo. Predvsem bi pa želel poudariti, da policija dela v skladu z zakonom in predpisi. V tem danem trenutku takratni dežurni policist je profesionalno odreagiral v Slovenski Bistrici. Ta dogodek se je zgodil nepričakovano. To ni edini dogodek v tem trenutku, kjer nekdo provocira slovensko policijo. Če pogledate nekatere dogodke v Mariboru ali pa v Ljubljani, ker dobesedno izzivajo policijo oziroma policiste, ki opravljajo svoje naloge, pri čemer pa moram tukaj jasno in glasno povedati, da so policisti opravili svoje delo profesionalno v skladu z vsemi predpisi, zakonom o policiji in drugimi zakoni, ki urejajo zakon o javnem redu. V preteklosti, kar se tiče vard, je v parlamentu bila zakonodaja vložena, zakon o javnem redu, zakon o prehajanju državne meje oziroma nadzoru državne meje, vendar zakonodajno-pravna služba državnega zbora je takrat napisala mnenje, da zakon ni primeren, da določbe zakone, ki so se spreminjale, niso usklajene v skladu z drugimi akti. Kar se same varde tiče, jaz osebno sem po dogodku, ki se je zgodil v Slovenski Bistrici v Mariboru, opravil z njimi razgovor, jih opozoril, da je to nedopustno, da je to nekorektno do slovenskega policista. Prav tako sem jih pismeno obvestil, ker obvešča redno policijske postaje in policijo o njihovih aktivnostih in pohodih. Če se imajo za civilno družbo, kot trdijo, da so civilna družba, potem ne pohode ob meji opravljajo v civilo. Tako kot vsi ostali pohodniki, kot planinsko društvo. Če pa nosijo uniformo, pa vznemirjajo občane v tistem okolju in tudi druge. Ne samo tam, očitno tudi v Slovenski Bistrici in za mene je nesprejemljivo, da nekdo na območju Slovenske Bistrice ali pa kjerkoli organizira takšen tabor, kjer se urijo in nosijo uniforme. Mi bomo na ministrstvu in na policiji preučili nekatere člene, predvsem mislim na 305. člen Kazenskega zakonika KZ-1, kdor se zdaja za položajno uradno osebo ali vojaško osebo, glede na nekatere aktivnosti, ki so bile v preteklosti in glede na nekatere filme, ki so objavili na spletni strani, kar se mene osebno tiče, ne gre več za civilno družbo, izvaja nekatere naloge, ki so zaupane samo Slovenski vojski in policiji, zato seveda kot predstavnik Ministrstva za notranje zadeve tudi pričakujem, da bo policija ukrepala po predhodnem posvetovanju z državnim tožilcem. Danes sem dobil tudi obvestilo, da je
zakon o javnem redu in miru, drugo branje v proceduri, v parlamentarnih odborih, vkolikor bodo določbe tako ustrezne, potem mislim, da bomo tudi zagotovili na zakonodajnem področju takšno določbo zakona, ki bo dala policiji pooblastilo, da bo lahko nadaljevanje to preprečila. Policija spremlja te aktivnosti in tudi vse ostalo. Reagiramo na nekatere podatke, ki jih pač z njimi razpolagamo. Zato takšno odločitev in vaša razprava danes tukaj v Slovenski Bistrici je nam samo v pomoč tistim, ki sprejemajo zakonodajo, da na tem področju hitro in učinkovito sprejmejo zakonodajno podlago, ki bo dala pooblastilo slovenski policiji in drugim organom, ki kakorkoli urejajo. Tu ne gre samo za policijo, tu gre za inšpekcijske službe in druge službe. In jaz sem prepričan, da bo v roku mesec ali pa par mesecev ali pa 3 mesecev ta zadeva na tem področju urejena. Vse dobro vam želim, predvsem pa bi želel, da tudi sklepe posredujete na Generalno policijsko upravo in na ministrstvo, da dobimo in da tudi pri nadaljnjem delu tudi lahko vaše zahteve kot zahteve občinskega sveta Slovenske Bistrice tudi upoštevamo. Hvala lepa. Med sejo občinskega sveta so se pred gasilskim domom, kjer je potekalo zasedanje, zbrali 3 člani Štajerske varde, na čelo z njihovim vodjem Andrejem Šiškom. Ko so se nameravali udeležiti razprave, so svetniki že zaključili obravnavo točke o aktivnostih varde na območju občine. Po posredovanju policije so Andrej Šiško in njegova somišljenika mirno zapustili prizorišče. Svetniki so se v nadaljevanju seje seznanili s poročilom o ukrepih v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 v občini Slovenska Bistrica. V Slovenski Bistrici smo se s COVID-19 srečali že 24.2.2020, ko nas je zdravstveni dom obvestil, da imamo prvi sum okužbe. Hkrati so nas zaprosili tudi za pomoč zaščitne opreme, ker je v tistem trenutku ni bilo dovolj. Glede na samo stanje v občini in pa seveda v državi je župan že sklical 26.2. en širši sestanek, na katerem so sodelovali direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, vodja pisarne župana, vodja medobčinskega inšpektorata redarske službe, direktor Komunale Slovenska Bistrica, predsednica Karitasa, sekretarka Rdečega križa, poveljnik občinskega gasilskega poveljstva ter komandir policijske postaje Slovenska Bistrica. Po seznanitvi epidemiološkega stanja v občini Slovenska Bistrica, ki nam je predstavila direktorica zdravstvenega doma, smo prišli do ene sklepne ugotovitve, da dejansko rabimo izolacijsko ambulanto v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. To je bilo v sredo, nemudoma smo se odločili, da ta 2 kontejnera za izolacijsko ambulanto nabavimo in ta kontejnera sta stala potem na dvorišču zdravstvenega doma že v petek. Seveda dogodki so se kasneje sledili, 11.3. je bil sklican varnostni sosvet, tudi na tem sosvetu smo bili seznanjeni z epidemiološkim stanjem. Država je 12.3. razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, aktiviran pa je bil tudi državni načrt. Seveda smo na občini Slovenska Bistrica aktivirali štab civilne zaščite 12.3. in 15.3., to je bilo nedeljo ob 10. uri, je zasedal štab civilne zaščite v razširjeni sestavi in sicer sodelovali so seveda v tej razširjeni sestavi župan, oba 2 podžupana, vsi člani štaba seveda, potem sta bila tu še zraven vodja oddelka za družbene dejavnosti, vodja medobčinskega inšpektorata in redarske službe, ter pa še prisotna je bila zraven tudi vodja pisarne župana Vojka Osojnik. Seveda smo sprejeli kup nekih ukrepov, enih najpomembnejših ukrepi, ki so bili sprejeti, so bili seveda vzpostavitev dežurne informacijske pisarne za potrebe občanom, izdaja priporočila, da se zaprejo vsi lokali in obrati občine, razen trgovin za živili, da se zaprejo vsi športni objekti, da se prepove zbiranje in druženje na javnih površinah, še zlasti na igriščih in drugih igralih, da gremo v takojšnjo nabavo zaščitne opreme,
ker je pač tiste opreme, ki je bila na razpolago, ker je bilo možno dobiti, izdaja odredbi o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Slovenska Bistrica, predvsem zaradi razbremenitve operativnih gasilcev. Iz enakega razloga je bila potem tudi izdana odredba o prepovedi adrenalinskih športov na območju občine, da smo razbremenili tudi zdravstveni sistem. Potem je tu koordinacija ukrepov z redarsko službo in policijo, ki so izvajali nadzor nad izvajanjem ukrepov, spoštovanje teh ukrepov. In pa seveda en izmed pomembnejših ukrepov je tudi bil ta, da smo se odločili za razdelitev zaščitne opreme oziroma zaščitnih mask preko mreže prostovoljcev krajevnih skupnosti. Kar se tiče, da samo to povem še podrobnejše, so ti ukrepi podani še v prilogi 1. Kar se tiče prevzema, distribucije zaščitne opreme in druge logistike, zagotovo je bil eden večjih problemov v času epidemije, kako nabaviti zaščitno opremo. Enostavno zaščitne opreme ni bilo na trgu in je seveda bilo zelo težko nabaviti. Če pogledamo po dobavnicah, se lepo vidi, da pravzaprav smo prvo zaščitno opremo v količini 900 komadov kirurških mask prejeli šele 26.3. od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in pa večjo količino potem 4.4. 15.000 komadov kirurških mask. Seveda prej smo pa bili odvisni sami od sebe. Posebej še bi poudaril, da te kirurške maske seveda niso namenjene silam zaščite in reševanje. Za njihove potrebe so seveda potrebne zaščitne maske, ki nudijo večjo zaščito, to so predvsem FFP2 in navzgor. Seveda nam je bil glavni cilj zagotoviti zaščitno opremo za naše sile zaščite in reševanja in pa prostovoljce, ki so delovali v dežurni informacijski pisarni. Tako da smo že 17.3. izročili gasilskim organizacijam, gasilskim društvom, torej njihovim operativcem, prvo zaščitno opremo, ki smo imeli na voljo, in sicer 10 komadov FFP2 zaščitnih mask, je vsako društvo prejelo in 10 komadov zaščitnih oblek. Prvo, bi rekel, malo bolj sprejemljivo zaščitno opremo smo dobili v okviru same občine 21.3. in sicer so to bile zaščitne pralne maske, 1000 komadov, in te zaščitne maske so šle takoj v delitev občanom, ki so jih nujno potrebovali preko dežurne informacijske pisarne. Na te občane mislim predvsem tiste, ki so se obračali na nas, da nujno rabijo zaščitne maske, pa jih ni bilo možno dobiti. To so razni onkološki bolniki, pa so imeli preglede v Ljubljani, razni, bi rekel, kritični bolniki, kot so astmatiki in podobno. Tem smo mi zagotavljali takoj teh 1000 komadov zaščitnih mask. Enostavno pravilo je bilo, kar smo dobili, smo dali tudi takoj v obtok in delitev preko dežurne informacijske pisarne pa bila takšna, da je razdelila potem zaščitne pralne maske krajevnim skupnostim 5723, 13.822 je bilo kirurških mask, celotni občini pa je bilo razdeljeno 7.670 pralnih mask in pa 18.181 kirurških mask. Po naši oceni je pravzaprav vsako gospodinjstvo prejelo nekaj zaščitnih mask, torej kakšna pralna, pa seveda potem tudi kirurška. Kar se tiče cen te zaščitne opreme, se je naknadno potem dodala na spletni strani, je to objavljeno. Če pogledamo te cene, seveda vidi se potem glede na od začetka pa do konca, potem so seveda cene zagotovo naraščale, to je bilo logično. Odstopa pa tu, sta pa dve odstopanje, ena je navzgor in sicer Rosenbauer kirurške maske v bistvu so dosegli dvakratno ceno. To lahko utemeljujemo s tem, ker takrat enostavno opreme ni bilo. Mi nismo vedeli, kateri dobavitelji nam bojo tudi dostavili opremo. Moram reči, da nekatere stvari so nam tudi spodletele. Enostavno dobavitelj ni dostavil mask, ker jih ni uspel. Imeli smo tudi pri enem dobavitelju primer, da so mu na meji med Avstrijo in Nemčijo zaplenili zaščitno opremo in seveda potem nismo dobili. Tako da takrat
seveda ni toliko igrala vlogo ta cena. Smo pa seveda imeli odstopanje navzdol, to je pa ta zaščitna pralna maska, ki smo jih potem tudi, bi rekel, največ razdelili občanom, to je pa Megatekstil, pri kateri smo pa dosegli ceno 1,5 €. Če pogledamo drugače, tržne cene takrat so bile 2 € do 2,5 €, Unidel 1.4. nam je ponujal ceno 3,05 €. To je, kar se tiče razdelitve zaščitnih mask. Edino to še moram povedati, mi smo potem preko Uprave za zaščito in reševanje prejeli še 24.000 kirurških mask za šole, vrtce, torej osnovne šole, vrtce in pa 4.600 mask še potem za srednjo šolo. Te količine smo potem mi samo dejansko razpakirali in predali. Kar se tiče ostalih aktivnosti, dežurna informacijska pisarna je bila vzpostavljena 17.3. Za pomoč občanom, predvsem pomoč z informacijami, pomoč z dostavo hrane, dostavo zdravil, organizirali so tudi kakšen zdravniški pregled, še kaj drugega, kar je bilo potrebno, kar so pač občani takrat nujno potrebovali. Javilo se je 104 prostovoljcev, lepa gesta naših občanov, 64 jih je potem tudi bilo dejansko aktiviranih, opravili so 1737 ur prostovoljnih ur, sprejeli so 184 klicev, v sklopu tega pa so še posebej izvajali naloge prostovoljci krajevne skupnosti, ki pa jih je bilo 142, pa treba še to povedati, da ta dežurna informacijska pisarna je bila na voljo občanom 24 ur, bila je prisotnost tudi fizično 24, razen proti koncu smo potem naredili prevezavo na 2 dežurna. Kar se tiče zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, zdravstveni dom je odigral res to eno pomembno vlogo, zagotovil je z svojimi izkušnjami, sposobnosti, res angažiranostjo, da ni prišlo do okužb med samimi zaposlenimi, do okužb znotraj zdravstvenega doma, da ni bilo vnosa okužbe. Spostavili so izolacijsko ambulanto, spostavili točko sprejema, kjer so izvajali triažo, tako da so dobro, res učinkovito speljali te naloge, prilogi so tudi poročila njih, so tudi danes prisotni, seveda pa so sodelovali z štabom civilne zaščite, kadar je bilo to potrebno, so tudi bili prisotni in velikokrat so nam dajali koristne informacije in pa seveda tudi napotke, kadar je bilo potrebno ukrepati v določenih smereh. Jaz bi še omenil dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane, enota Slovenska Bistrica. Največja bojazen celotnega štaba za razširjeno sestavo je bila, da nam ne pride okužba v dom stanovalcev, dom starostnikov, torej do stanovalcev. Seveda gre velika zahvala vodstvu in pa vsem zaposlenim, da so pravi čas reagirali, da so dom dejansko tako organizirali, da ni prišlo do okužbe, angažiranost je bila res velika. Tudi z njimi smo sodelovali zelo dobro, uspešno, bili seznanjeni z njihovimi ukrepi. Mi smo večkrat razpravljali in prišli potem do odločitve, kar se tiče v primeru okužbe v domu dr. Jožeta Potrča, smo se odločili, če pride do okužbe in potem ne bo več možno zagotavljati izolacijskih prostorov znotraj doma, gremo potem v selitev na drugo lokacijo in izdelan je bil se strani doma tudi protokol selitve okuženih stanovalcev. Policija, medobčinski inšpektorat in redarstvo, Komunalna Slovenska Bistrica, seveda tudi policija, redarstvo je opravljalo pomembno nalogo, izvajala nadzor nad izvajanjem ukrepov. Seveda so bila to predvsem opozorila, občani so se držali, večinoma res držali, v 99% so bile neke izjeme, ampak zadoščala so zgolj opozorila. Opravili so približno 1115 delovnih ur se strani redarske službe. Komunalna Slovenska Bistrica je redno izvajala svoje naloge čiščenja, vzdrževanja in pa seveda tudi razkuževanja javnih površin.
pa tudi javne opreme mesta Slovenska Bistrica. Zagotavljali so pa tudi potem delovanje tržnice na rezervni lokaciji v sodelovanju z Zavodom za kulturo. Kar se tiče obveščanja javnosti, mislim, da je župan tu odigral pomembno vlogo, skliceval je tiskovne konference, sodeloval z novinarji. Pri nas smo imeli tudi posebej spletno stran, ki je obveščala o vseh aktivnostih, o vseh ukrepih naše občane, posebej pa bila tudi povezava z spletnimi stranmi vladnih ukrepov. Če povzamem nasplošno ugotovitve pozitivnih in slabih strani vseh nekih ukrepov, tako so strani države kot naših ukrepov, zagotovo eden iz negativnih izkušenj bila otežena dobava zaščitne opreme, enostavno je pač ni bilo, ko sem že od začetka omenjal. Nekaj je bilo seveda komunikacijskih šumov na relaciji vlada, Civilna zaščita Republike Slovenije, Uprava za zaščito in reševanje in občina kot lokalna skupnost, seveda tudi kot civilna zaščita lokalne skupnosti. Tu je včasih bilo nekaj težav pri posredovanju informacij. Moram reči, da nam je delala težava tudi varstvo osebnih podatkov. Država oziroma Uprava za zaščito in reševanje je to, bi rekel, preveč strogo je mala. Mi smo želeli pravzaprav samo informacije, bi rekel, bolj napotke, usmeritve, v katerih smereh naj civilna zaščita ukrepa in včasih je bilo problem tudi te podatke pridobiti. Mi na srečo moram reči, da se moje mnenje, pa mislim, da še marsikoga, je, da smo kar dobro šli skozi to krizo epidemije s COVID-19. Imeli smo skupaj 14 okuženih, dobenega na srečo v domu starostnikov in tudi ni bilo na srečo dobenega mrtvega. Tako da res relativno uspešno prebrodena ta kriza. Jaz bi se na tem mestu zahvalil za dobro sodelovanje in same ukrepe strani županov, obema podžupanoma, vsem prostovoljcem, krajevnih skupnosti, ki so sodelovali, vodjam oddelka za družbene dejavnosti, vodji oddelka za redarsko službo, vodji pisarne župana, ki nas je dobro včasih koordinirala in usmerjala, pa tudi pomirjala. Seveda posebna zahvala Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica, domu doktora Potrča, policijski postaji, svim svetnikom, nekateri ste celo bili aktivni kot prostovoljci, nekateri preko krajevne skupnosti, nekateri ste celo pomagali pri pridobivanju zaščitne opreme. Posebej tudi zahvala Komunali Slovenska Bistrica, vsem zavodom, posebej pa res zahvala koordinatorjima dežurne informacijske pisarne, ki sta bila non-stop prisotna v tej pisarni in koordinirala naše prostovoljce. Seveda pa gre po mojem mnenju glavna zahvala našim občanom, ki so se res dobro držali, upoštevali vse ukrepe, tako vlade kot tudi tiste ukrepe, ki smo jih mi sprejemali. Dobro so se držali in mislim, da so se odgovorno obnašali do sebe in tudi do svojih soobčanov. To je bilo z moje strani. Hvala. Za nami je ena zelo zanimiva izkušnja s tem covidom, ko smo januarja nekako začeli prisluškovati, da se nam v svetu pojavlja virus, ki je bilo takrat še rečeno, da k nam nikakor ne more priti. Smo zdravstveni dom in verjetno tudi drugi javni zdravstveni zavodi, ne zdravstveni zavodi, vsi javni zavodi in verjetno tudi druge službe imeli polno dela z zaključnimi računi, z letnimi plani za naprej. Mi smo imeli v zdravstvenem domu gripo na višku, 8. februarja je bil tisti vrhunec gripe. Poleg tega smo imeli pa še v zdravstvenem domu razpis za novega direktorja, to je bilo še dodatno zraven, to, da je vlada odstopila, to tudi veste. Ampak vendarle v zdravstvu smo vlekli na ušesa, kaj se dogaja, in ko smo februarja slišali, kako to poteka v Italiji, skoraj da nismo mogli verjeti. Zdravstveni dom smo zavedali smo se, da bo treba zelo veliko naših običajnih postopkov spremeniti, da na tak način ne bomo mogli delati.
Zdravstveni dom ni zgrajen v taki obliki, na tak način, da bi lahko mi ločili tiste, ki so potencialno okuženi od onih, ki niso. Mi že za normalne razmere nimamo dovolj prostora, mi že za normalne razmere nismo ravno prekomerno zaposleni in nas je bilo pravzaprav v resnici zelo strah, kaj se bo dogajalo in kako bo vse skupaj potekalo. Drugi problem je bila pa potem ta zaščitna oprema, ki je že bila od prvega začetka jasno, da bo problem, da bomo s to zaščitno opremo smo začeli takoj nekako iskati stike, kje bi to kaj nabavljali, kako bi do nje prišli, pa je bilo v začetku zelo težavno. No pa vendarle, ko smo pa nekako stopili skupaj, posebej pa je bilo dober občutek, ko smo videli, da resno zadevo jemlje župan in ko smo se sestajali tu na teh sestankih s civilno zaščito, moram reči, da je bilo kar bistveno lažje delati tudi v zdravstvenem domu. Praktično dnevno sem jaz delala samo to, da sem spremljala to, kar se je novega nam nalagalo, kakšni so bila nova navodila, novi predpisi, kako organizirati delo in kako pravzaprav spostavljati vse to, da se je to izvajalo v praksi. Zdaj o kronologiji smo tu nekaj napisali, res so tisti zanimivi datumi, tisti konec februarja, ko se začnejo pojavljati pri nas tudi v Slovenski Bistrici sumi. Takrat so bila navodila, da smo vse te sume gledali še pravzaprav v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica in hvala Bogu smo že 26. februarja imeli postavljen kontejner, v katerem smo lahko izolirali te paciente, ki so prihajali s sumom na COVID. Se je pa to pri nas zelo spreminjalo. Mi smo najprej bili strani države imenovani kot vstopna točka za spremljanje teh pacientov, za jemanje brisov. To so bile tiste prve začetne faze, smo bili vstopna točka. Potem je bilo 28. februarja rečeno, da nismo vstopna točka, ampak vstopna točka v Mariboru se je vzpostavila šele 5. marca, do takrat smo morali vse te paciente še sami obravnavati. Potem smo spet 17. marca, ali katerega bili predstavljeni kot vstopna točka, pa smo dobili še 2 dodatna kontejnerja od države zraven, pa potem zaradi pomankanja opreme spet 20. marca je bila izdana odredba, da nismo bili vstopna točka, ampak da je vstopna točka za pregled pacientov s sumom na COVID v Mariboru. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica pa smo obdržali samo jemanje brisov in nadzor nad delovanjem doma upokojencev, no, in to za Poljčane in za Slovensko Bistrico smo ostali neka vstopna točka, to se pravi za pregled pacientov eventualnih v Poljčanah in v Slovenski Bistrici. Zdaj mi smo seveda morali spremeniti naš sistem dela v zdravstvenem domu, mi še sedaj ne delujemo tako, kakor smo delovali pred epidemijo. V prvi fazi smo najprej zaprli glavni vhod, postavili pred tista 2 stranska hoda, ker se prihaja v zdravstveni dom zdravstvene delavce, ki so pač gledali to, da če je imel kdo znake respiratornega infekta, ki bi lahko pomenilo, da je okužen s COVID-om, da smo ga dali na pregled v tiste kontejnere oziroma da mu nismo omogočali vstopa v zdravstveni dom. Ko se je nevarnost nekako povečala, še ko smo dvignili nivo, smo pa pred vhod postavili na vsako stran po 2 zdravstvena delavca, tako da sedaj ljudje še vedno prihajajo v zdravstveni dom preko triaže. Ves čas smo izrazito vedno delali ves čas po telefonu, ogromno zadev rešujemo po telefonu. Gledamo pa predvsem tiste paciente v zdravstvenem domu, ki nimajo znakov sumov na COVID. Še vedno, kljub temu, da je epidemija zdaj bila preklicana, še vedno delamo po sistemu, da se vsakega sumljivega pacienta s kakršnimikoli takimi znaki, ki bi lahko pomenili COVID, pošle najprej na bris, na vstopno točko v Maribor in da se šele potem, če se izkaže, da je bris negativen, obravnava v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Sedaj že spet delamo tisti čas, ko je bila epidemija razglašena, so se pri nas ustavile tudi vse preventivne dejavnosti, vsa specialistika, vsa dejavnost, tista se ustavila, delali smo izključno z akutno bolnimi. To se je potem začelo postopoma vzpostavljati, tako kot se je začelo postopoma vzpostavljati tudi javno življenje.
in še vedno pa ne delujemo po sistemu, kakor smo delovali pred epidemijo. Še vedno je izključno se pacienti naročajo, delamo še vedno veliko po telefonu, še vedno veliko administrativnega dela. Tako da res občani so se držali dobro navodil, tudi tega našega navodila, da se naročajo, mislim, da so se držali, da ga upoštevajo in res sem hvaležna županu in poveljniku civilne zaščite, da so ves čas v tej epidemiji nekako držali z nami, da so nam omogočili te kontejnere, da so nam tudi nekaj zaščitne opreme v tisti začetni fazi uredili, da smo imeli vsaj nekaj za v roke vzeti. Zdaj, kaj veliko, jaz najbrž ne bi več govorila, se zahvaljujem za besedo. Občinski svet je potrdil investicijska programa za obnovo športne dvorane in izgradnjo plezalnega centra. Ker v bistvu kot sama vsebina je bila podrobno že predstavljena na decembrski seji občinskega sveta, v bistvu se gre predvsem za to, da v skladu z uredbo o pripravi investicijske dokumentacije zaradi višine investicij nad 2,5 milijona je potrebno pripraviti tako predinvesticijsko zasnovo, kakor investicijski program in vsi ti 4 dokumenti vezani na reševanje te obstoječe dvorane Bistrica so tukaj sedaj pred vami. Sama finančna konstrukcija se bistveno ni spreminjala, tako je ocenjena investicija za obnovo dvorane Bistrica po tekočih cenah, ne nazadnje pač je planirano, da se investicija zaključi potem v letu 2021, po trenutnih predvidevanjih potem znaša ta ocena investicije 3.641.713 evrov. Podobna zgodba je potem pri investiciji v izgradnjo plezalnega centra. Pač tukaj je treba poudariti, da tako kot je bilo že povedano tudi na predpretekli seji, da zaradi zahtev kulturno-varstvenih, ko ta plezalni center ni mogel biti sestavni del te obstoječe dvorane, zato je planiran na drugi lokaciji. Ocenjena finančna investicije je po projektantski oceni 3.669.102,60 evra po tekočih cenah. Za obe te investiciji so v zaključni fazi tudi pridobitev gradbenih dovoljenj. Zavod za šport je sodeloval pri projektiranju teh obe dveh investicij. Jaz moram reči, da mi pri tem sodelujemo kot uporabniki, upravljalci in kot športniki. Tako kot je zgodovina zibelka življenja, tako je tudi šport zibelka zdravega življenja. In vse tisto, kaj investiramo v športne objekte, investiramo koristno. Ko smo se odločali o obnovi športne dvorane, moramo ugotoviti, da je dvorana, skoraj neuporabna za sedanje razmere. Tribuna je takšna, da je ne smemo več uporabljati. Vse panožne zveze predstavljajo pogoje, po kateri se lahko izvajajo tekmovanja. Teh pogojev več ne zadostujemo, zaradi tega smo se pravzaprav trudi za občino, ki se še bolj trudili kot mi, da pride do obnove. S tem, da je pa potrebno povedati to, da plezalna stena, ki je sedaj v že stari športni dvorani Bistrica, ne sme več biti, če hočemo naprej nadaljevati z trendom razvoja športa v Bistrici, tako kot se je razvijal v zadnjih 20 let ali pa 25 let. Plezalna stena mora biti ločena od vseh tekmovalnih površin, zaradi tega, ker je pač specifična uporaba. In tako, da smo mi pravzaprav bili prisiljeni to, da se začnemo pogovarjati tudi o plezalnem centru in mislim, da je to edina pot, da zadržimo trend razvoja tega novega športa v Slovenski Bistrici. Ni samo tekmovalni šport, to je tudi rekreacijski šport. Rekreacijski šport je v Slovenski Bistrici izredno razvit
Mi beležimo dnevno okoli 700 oseb obiskov naših objektov v Slovenski Bistrici, tako da to ni malo in zato je treba tudi imeti športno infrastrukturo. Jaz mislim, da tehnične zadeve smo skupaj s projektantom in z uporabniki rekli in mislim, da v športnih sredinah je vsa podpora tema obema projektoma in tudi se bomo potrudili, če bomo lahko pomagali pri kakšnem sofinanciranju. Svetniki so sprejeli tudi investicijski projekt za novogradnjo tenis dvorane Slovenska Bistrica. Pred vami je naslednji dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt novogradnje tenis dvorane Slovenska Bistrica. Čisto na malo zgodovine, v letu 2006 za sodno poravnavo je bilo v upravljanje prenešen športna dvorana, tenis dvorana Tentop in potem leta 2019 z potekom sodne poravnave v last občine Slovenska Bistrica. Od takrat, torej od leta 2019, je športna dvorana, torej tenis Tentop v upravljanju Zavoda za šport Slovenska Bistrica. Ker se od leta 1992 v objekt ni kaj dosti vlagalo, je seveda smo prišli do točke, ko se je potrebno odločiti, kaj z objektom narediti, ali ga temeljito renovirati ali na novo izgraditi. Glede na trenutne ocene je seveda, ker ni takšne razlike, predlaga se izvedba novega objekta, s tem, da bi se dodatno seveda tudi izgradilo še igrišče za skvoš in dodatno tenis igrišče. Ker obstaja tudi interes zasebnega partnerstva, torej sam DIP je opredeljen dvotirno, torej lastna investicija ali pa preko modela javno-zasebnega partnerstva. V primeru javno-zasebnega partnerstva seveda zopet pridemo v situacijo, ko zasebni partner vloži v objekt oziroma ga na novo izgradi in potem po določenem obdobju zopet ta preide v last javnega partnerja, torej na občino. Torej vrednost investicije, kolikor bi jo delali v lastni režiji, je ocenjena na cirka 950 tisoč, v primeru izvedbe po modelu javno-zasebnega partnerstva pa cirka 8500 evrov. Ker sem povedal, da pač obstaja tudi interes po tem zasebnem partnerstvu, seveda se bo postopek, kolikor se bo ta interes pokazal skozi postopek, torej veljavne zakonodaje, javno-zasebnega partnerstva, boste seveda v tem na občinskem svetu tudi sproti še obveščeni in tudi odločali o ustreznih dokumentih. Glede na navedeno predlagamo, da občinski svet obravnava to dokumentacijo in jo tudi potrdi. Občinski svet je potrdil še 3 investicijske projekte za rekonstrukcijo lokalnih cest, in sicer za cesto Kebelkot, za 5. fazo obnove ceste Slovenska Bistrica, Pečke in cesto skozi naselje Zgornja Nova Vas. Pred vami je DIP za obnovo oziroma rekonstrukcijo lokalne ceste Kebelkot, torej v enem delu in sicer v dolžini 1050 metrov. Ta cesta je v relativno slabem stanju in je potrebna obnove. Občina Slovenska Bistrica bo ta projekt prijavila na razpis v skladu z sofinanciranjem po 23. členu Zakona o financiranju občin. Namreč 2 DIP-a, ki sta v nadaljevanju in ste jih že potrdili na prejšnji seji, smo v tem času izvedli že razpis in tudi zaradi doseganja kar nižje cene glede na projektantsko ceno, seveda zaradi pokoriščenja sredstev po tem 23. členu ZFO-ja, ki nam pripadajo, bomo dodatno prijavili to obnovo lokalne ceste. Ocenjena vrednost po stalnih cenah je slabih 169 tisoč evrov, od tega bomo kandidirali na MGRT za 23. člen ZFO-ja in sicer v višini 105 tisoč, nepovratnih sredstev, preostanek sredstev v višini 63 993 pa bo zagotovila občina iz lastnih proračunskih sredstev. Še DIP-a pod točko B in C, najprej pod točko B in sicer rekonstrukcija lokalne ceste Slovenska Bistrica Pečke, 5. faza. Ta dokument ste potrdili že na prejšnji februarski seji. V tem času, kot sem povedal, smo izvedli javni razpis. Ocenjena vrednost je znašala 219 tisoč in nekaj evrov brez DDV, skladno, ker je bila ponujena cena najugodnejšega izvajalca več kot 20% nižja, je potrebno dokument ponovno potrditi.
tako da je končna cena brez davka po izvedenem razpisu znašala 120.978,90 brez davka oziroma 147.594,26 z DDV-om. Skladno z pozivom tudi korigiramo sofinancerska sredstva in sicer bomo s strani 23. člena ZFO-ja koristili nepovratna sredstva v višini 140.000, preostanek sredstev v višini 7.594,26 pa bo občina zagotovila iz lastnih sredstev. Podobno se je zgodilo na investiciji obnova oziroma rekonstrukcija lokalne ceste skozi naselje Zgornja Nova Vas, ker je tudi tukaj sprememba več kot 20%, ponovno podajamo dokument v potrditev. Prvotna ocenjena vrednost brez DDV-ja znašala dobrih 171.000 evrov, na podlagi izvedenega javnega naročila pa je končna investicijska vrednost znaša 132.786,60 evra. Občina Slovenska Bistrica bo koristila nepovratna sredstva MGRT-ja in sicer v višini 155.000, preostanek sredstev v višini 6.999,65 pa bo občina zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev. Svetniki so sprejeli tudi investicijski program za izgradnjo kolesarske poti ob lokalni cesti Pečke Slovenska Bistrica. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 8. junija do 15. junija obravnavali 8 kaznivih dejanj, od tega 3 kazniva dejanja tatvine, 2 kaznivi dejanji lahke telesne poškodbe, 1 kaznivo dejanje izsiljevanja, 1 kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in 1 kaznivo dejanje skrunitve groba. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je na pokopališču v Slovenski Bistrici poškodoval nagrobni spomenik in tako lastniku povzročil za 1000 evrov materialne škode. Med sosedskim prepirom je eden od udeležencev pretepa drugega poškodoval po glavi z ostrim predmetom, zaradi česar je poškodovanec poiskal zdravniško pomoč v UKC Maribor. Policisti so bili obveščeni o 15 prometnih nesrečah. V 6 primerih so odstopili od kraja ogleda prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila. V 3 primerih so nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom. V 6 primerih pa so povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so izvedli 3 ukrepe. Enemu vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu izdali plačilni nalog. Zoper 2 voznika pa so na podlagi 113. člena Zakona o prekrških podali obdolžilni predlog za uvedbo postopka o prekršku na Okrajnem sodišču v Mariboru. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so na Okrajno sodišče v Mariboru podali 4 obdolžilne predloge in izdali 22 plačilnih nalogov. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 6 intervencij, od tega so 2-krat posredovali v zasebnih prostorih in 4-krat na javnem kraju. V 5 primerih so kršiteljem izdali plačilni nalog, v enem primeru pa so zadevo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Sprejeli so tudi prijavo o pogrešani osebi. Z zbiranjem obvestil so osebo naslednji dan uspeli izslediti. Eno osebo so pridržali v skladu z zakonskimi pogoji za pridržanje. Atletsko društvo Slovenska Bistrica je v soboto, 13. junija, v športnem parku v Slovenski Bistrici organiziralo prvi letošnji miting Atletske lige Telekom Slovenije. Najboljša posameznika mitinga po madžarskih tablicah sta bila Kristjan Čeh v metu diska in Lija Apostolovski v skoku v višino. Kristjan Čeh je disk vrgel znova izjemnih 65,58 metra. Na 300 metrov je Luka Janežič zmagal z 32,57 sekundami, Agata Zupin pa s 37,63.
Obetavna Lija Apostolovski je za 6 cm izboljšala mlajši članski slovenski rekord v skoku v višino za 1,92 metra. Današnji nastop v bistvu me je pustil kar malo brez besed, saj je to moje prvo tekmovanje po karanteni. Podarila sem svoj osebni rekord za 4 cm in s tem tudi mlajši članski državni rekord, tako da sem zelo zadovoljna. Tako lahko zelo optimistično zrete v nadaljevanje sezone. Ja, zdaj pa sem še sproščena naprej. Na 5000 metrov je s 15:38:33 slavila Maruša Mišmaš Zrimšek, Neja Filipič pa v skoku v daljino. Nejc Pleško je brez težav slavil v metu kladiva. Stepišnikovem memorialu, a po seriji težkih treningov le s 67,96 metra. Dvoboj atletin v tej disciplini je prepričljivo dobila rekorderka Barbara Špiler. Nik Kočevar je slavil v teku na 100 metrov. Med atletinjami je bila na najkrajši olimpijski disciplini prva Zala Istenič, ki se je edina spustila pod 12 sekund. Na 800 metrov je bila po pričakovanju daleč najboljša Jerneja Smonkar, v metu diska pa Veronika Domjan. Izmed članov Atletskega društva Slovenska Bistrica se je najbolj izkazal Nino Celec, ki je zmagal v skoku v daljino z rezultatom 7,26 metra. Ne bi bilo lepše, mislim najlepše to, da se vrneš po poškodbi, zmagaš na domačem mitingu. Moram povedati, da sem skakal z malo spuščeno ročno zavoro, tako da mislim, da še najboljše prihaja. Rekli ste, da boste verjetno sedaj nastopili v Mariboru. Kakšen bo torej nadaljni predviden program tekmovanj in kakšne so pričakovanja? Ja, v bistvu zdaj moram počakati na 2 dni, da bom videl, kako se bo vse skupaj odzivalo po poškodbi, potem pa tako kot ste rekli, miting v Mariboru, atletski pokal Slovenije in pa tako naprej. René Pernek-Acker je v teku na 200 metrov osvojil 5. mesto. Aleks Jesenek je bil v teku na 100 metrov 6., Damjan Dovnik pa je bil v isti disciplini 20. Gala Trajkovič je v teku na 300 metrov osvojila 7. mesto. Klemen Španring pa je bil v teku na 3000 metrov 9. Ja, razmere so res bile zahtevne, bilo kar vroče, pa ni bilo dosti vetra, da nas bi vse malo ohlajalo. Zadovoljen sem, recimo, s tekom, je pa se poznal malo, da nismo zdaj dosti trenirali zaradi situacije in pa pozna se tudi, da je to komaj prva tekma letos. Je že morda znan program vaših nadaljnih tekem? Kakšni so cilji pravzaprav še za to sezono? Ja, ni še čisto točno znano za naprej, kako bo. Zagotovo bojo še kakšna državna prvenstva, sam se bo pač predstavilo malo bolj pozno v letu, mogoče potem jeseni. Nekih ciljev pa ne vem, ni še točno znano. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni redni tedenski oddaji Bistriški tednik. Nasvidenje do prihodnjič in srečno!